Dober dan, lepo pozdravljeni na okrogli mizi Vrhovnega sodišča o prednostih in pasteh umetne inteligence v sodstvu. Pozdravljeni na ta veseli dan po ponovni uvrstitvi Slovenije na Evropsko prvenstvo v nogometu. Po 24 letih bom to vzel za iztočnico. 24 let od tega je bila družba še zelo drugačna, sicer so se že nakazovale smernice, ampak delo v pravosodju, v sodstvu je bilo drugačno. Uporaba informacijske tehnologije v pravosodju sega vse od digitalizacije sodnega spisa, dostopnosti do registrov sodišč, spremljanja zadev strank, spletnega reševanja sporov, tehnološko bolj naprednih načinov, kot je sedaj umetna inteligenca. Gre za disruptivno tehnologijo, ki je povzročila in bo povzročila velike spremembe v družbi, v delu sodstva, v gospodarstvu, in o tem bi se radi in se bomo danes pogovarjali. Z mano so štirje gostje: Gregor Strojin, podpredsednik odbora za umetno inteligenco pri Svetu Evrope in svetovalec predsednika Vrhovnega sodišča, ter predtem še predsednik začasnega odbora za umetno inteligenco pri Svetu Evrope. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Gospod David Premelč, odvetnik in partner pri družbi Rojs, Pelhan, Prelesnik in partnerji. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Dr. Ciril Kršmanc, okrožni sodnik, vodja specializiranega oddelka na Okrožnem sodišču v Ljubljani in operativni vodja projekta Tipko, ki je prejel medaljo ravnokar. Pozdravljeni in čestitke. Ter še gospod Aljoša Rehar, novinar in odgovorni urednik pri Slovenski tiskovni agenciji, ki je pa tudi skrbel za razvoj določenih orodij pri delu tiskovne agencije. Pozdravljeni. Pozdravljeni, enako. Hvala. Umetna inteligenca je preprosto povedano način oponašanja človeškega mišljenja, ki zahteva sposobnost učenja in reševanja problemov. Opozarjam, da se ne bomo omejevali na umetno inteligenco pri tem pogovoru, ampak bomo govorili tudi nekoliko širše o digitalizaciji, tako da se ne bi spuščali preveč v podrobnosti o tem. Bom pa vseeno za uvod prebral nekaj tednov staro definicijo, posodobljeno definicijo OECD-ja o umetni inteligenci. Pravi, da je sistem umetne inteligence strojni sistem, ki za eksplicitne ali implicitne cilje iz prejetih vnosov sklepa, kako ustvariti rezultate, kot so napovedi, vsebina, priporočila ali odločitve, ki lahko vplivajo na fizična ali virtualna okolja. Preden se posvetimo osnovni temi okrogle mize, torej prednostim in slabostim oziroma pastem uporabe umetne inteligence, pa bi se mogoče nekoliko ustvaril, da imamo bolj plastično predstavo o tem, kako se to uporablja pri posameznih orodjih, ki jih pri svojem delu že uporabljate ali jih boste v kratkem. Kaj se je zgodilo pri tem, da je zdaj generativna umetna inteligenca tak preskok dobila? Vemo, da sta dve temeljni značilnosti. Eno je velika količina podatkov, ki so na voljo, in pa tehnološke zmogljivosti, se pravi računalniki, ki zmorejo vse to predelati in na nek način nadomeščati kognitivno mišljenje. Stara revolucija je nadomestila stroje in fizično delo, nova revolucija nadomešča človeka. Pa bi z vami začel, gospod Strojin, kaj je razlog za ta nenaden in hiter preskok? Vemo, tema umetne inteligence je zdaj prisotna povsod, ne zgolj v sodstvu, na ogromno področjih življenja. Kaj je tisto, kar je sprožilo ta razvoj? Umetna inteligenca se kot tehnologija razvija že vrsto desetletij, že pol stoletja plus. In tudi vsakodnevno jo uporabljamo. Ko pišemo tekstovna sporočila na mobilnih telefonih, nam sistem predlaga najbolj verjetno besedo, ki naj bi sledila. In to je že neka vrste uporaba predikcije oziroma predvidevanja, ki temelji na učenju sistema, in torej to je umetna inteligenca. Podobno tudi različna orodja, ki jih uporabljamo za navigacijo, orodja, ki se uporabljajo za prepoznavo obraza,
Vse to je že nekaj časa uporabljano. Torej, tako na besednem, slikovnem, zvočnem področju različni signali, različni podatki omogočajo sklepanje o bodočih primerih. In ključne premike smo dosegamo praktično zdaj vsak teden, vsak mesec se kaj zgodi, ampak ključen premik je bil pred približno 6-7 leti, ko se je na podlagi velike količine podatkov, in prav ste omenili, podatkov je ogromno, samo uporabiti jih je treba, vsaki 2 leti ustvari človeštvo več podatkov, kot jih je bilo kadarkoli prej. Torej, podvoji se število razpoložljivih podatkov. Prav tako se krepi procesorska moč, torej sposobnost obdelave teh podatkov. In algoritmi, s katerimi se obdelujejo, se počasneje spreminjajo, ampak odvisnost je predvsem od količine podatkov in zmožnosti njihove hitre obdelave. In ravno to je potem pred približno 6 leti pripeljalo do tako imenovanega transformerskega modela, ki, če na hitro predstavim razliko med prejšnjim sistemom učenja in zdajšnjim, prejšnji sistem je obravnaval sklope besedil ali pa posamezne podatke v odnosu do sklopa vseh podatkov. Sedanji modeli obdelujejo podatke v razmerju vsakega posameznega podatka, vsake besede v besedilu do vseh drugih besed v tem širšem kontekstu. In to omogoča veliko večjo kontekstualizacijo in sklepanje, kaj naj bi sledilo. In generativni modeli, s katerimi smo se večinoma seznanili letos, z ChatGPT-jem in podobno, v bistvu temeljijo na vseh razpoložljivih podatkih, ki so jih lahko pridobili na zakonit ali pa nezakonit način, to je bila stvar debate, in iskanjem njihovih povezav, korelacij z celoto. To omogoča na nek način emulacijo človeškega govora, človeške interakcije, ki nam daje vtis inteligence, ki je zelo podobna človeški. Imamo pač občutek, da se dejansko pogovarjamo z racionalno, kognitivno dovršeno osebo, čeprav tega izraza bi se želel izogniti. In zaradi tega je mogoče prišlo do tega vtisa o bistvenem napredku umetne inteligence ravno letos, ker se je preseglo ta limit, da se gleda na sisteme zgolj kot orodja, ampak tu imamo zdaj pa že sisteme, ki omogočajo neke vrste interakcijo na ravni človeške. In te zmožnosti interakcije so nastale ravno zaradi preboja neke kritične mase informacij in zmožnosti njihove obdelave. Torej, take skoraj nepredvidene pojavne sposobnosti tehnologije so začele omogočati zelo dovršeno prevajanje, strukturiranje novih besedil. Izkazalo se je, da jezik, ki se ga ljudje kot majhni učimo korak pa po koraku in se niti ne zavedamo pravil, ki so v njej skrita, dejansko se stoji iz določenih matematičnih pravil, ki so skorajda univerzalna. Ampak ljudje se s svojimi kognitivnimi sposobnostmi tega ne moremo naučiti in zato je nemogoče človeku predstaviti vsa pravila, na katerih temelji jezik in reči, zdaj se pa to nauči. Mi se učimo skozi ta proces postopnega učenja, ki je podoben nekdanjemu tem strojnemu učenju. Zdaj imamo pa možnost, ne samo na tekstovnem področju, tudi na drugih, videti pravila, ki izhajajo iz množice in jih zelo hitro prenesti na nove primere. Z prevodi,
z spreminjanjem stila, če govorimo samo o besedilih. Torej, ob strani, če pustimo to definicijo OECD-ja, jaz mislim, da so 3 ključni elementi, ki so to omogočili in ki tudi sestavljajo samo tehnologijo. Pri OECD-jevi definiciji so se že pojavile določene kritike. Eno je vprašanje učenja, ki ni omenjeno, in tudi avtonomije, ki je včasih precej izražena. Ampak v to se lahko kasneje spustimo. Hvala za ta uvod. Bom mogoče takoj na začetku, ko ste govorili o učenju in o otroku, omenil eno veliko nevarnost in se bomo kasneje posvetili, ampak to je kognitivna lenoba, kako nas bodo orodja spravila v to, da bomo manj razmišljali. Ampak da smo na začetku nekoliko bolj plastični, da si predstavljamo, kakšna orodja so to in kako se lahko v svetu pravosodja in sodstva uporabljajo, bi vas, gospod Premelč, kot predstavnika zasebnega sektorja oziroma kot predstavnika odvetništva, kjer uporabljate ta orodja in ste mogoče celo nekoliko naprednejši v tem smislu, kar bomo videli je lahko tudi nevarno z vidika lastništva in ostalih vprašal, katera orodja uporabljate, kako si predstavljate umetno inteligenco pri vašem delu? Hvala, gospod Brabec. Jaz bi mogoče za začetek nadaljeval tukaj, ki je gospod Storin končal, in sicer pri tej silni inteligenci. Razvoj je fascinanten. En ameriški znanstvenik rekel, da bomo v tem stoletju dosegli 20.000 let razvoja. Si težko predstavljam, ampak mogoče, če ponazorim za eno drugo številko, o kateri sem zadnjič še eno predavanje tudi govoril, ko mislimo, da smo mi še vedno toliko pametnejši od teh sistemov, algoritmov. Nekateri računalniki so že dosegli tako imenovani prag Higgsa skale. To pomeni, da je računalnik sposoben v 1 sekundi narediti toliko izračunov, kot bi jih povprečen človeški naredil v 31 milijardah let. Si predstavljamo to razliko. Razlika je ogromna tudi pri tem, kaj mi na tem področju danes uporabljamo, na področju odvetništva, pa kaj naši kolegi, bom rekel, čez lužo ali pa recimo v Veliki Britaniji uporabljajo. Moram vedeti, ti sistemi umetne inteligence, tako imenovane prve generacije, so bili za slovensko področje relativno neuporabni. In to zlasti iz 2 razlogov. Prvič, ker niso bili prilagojeni slovenskemu jeziku, in recimo eno tipično delo, s katerim se mi ukvarjamo, svetovalno delo, je v okviru recimo raznih transakcij, združitev in prevzemov. Tipično dolžno skrbno ravnanje vsakega investitorja je, da naredi tako imenovani skrbni pregled, pravni, davčni, finančni in tako naprej. Seveda to za sabo potegne analizo enega ogromnega števila dokumentov lokalne družbe. Lahko imamo družbo, ki ima mogoče 10 zaposlenih, lahko imamo pa neko korporacijo, ki ima, bom rekel, pa dajmo primer enega Mercatorja ali pa NLB-ja in tako naprej, ki ima, bom rekel, družbe širom po regiji. In zdaj to lahko človeški tim dela 2 meseca ali več. In zdaj, kaj naši kolegi v tujini delajo že 10 ali več let, je enostavno, da naložijo vse dokumente, vse pogodbeno dokumentacijo, neke sisteme, in jih potem enostavno sistemi so pa naučeni, da iščejo recimo problematične klauzule. En tak primer bi bil klauzula o tako imenovana change of control klauzula, o spremembi lastništva. Če se spremeni lastnik, ima nasprotna stranka pravico do odpovedi pogodbe ali da ima pravico povečati ceno ali kakorkoli. Takih je cel kup, rekel, določbe o pogodbenih kazni in tako naprej. Mi lahko zato fizično porabimo s celim timom pripravnikov 1 mesec, 2 meseca, odvisno od velikosti družbe. Sistem lahko to sproducira v parih minutah. Seveda, eno, rekel, devil's advocate vprašanje, ki se pojavi vedno je, a je ta sistem zanesljiv? Odgovor je ne, absolutno ni 100% zanesljiv. Ampak, kaj me vprašate, a je naše delo popolnoma zanesljivo? Je odgovor, žal ne. In tudi
bom rekel, v praksi se srečujemo z napakami, pa ne bom rekel, da je iz naše družbe, ampak ne vem, se zgodi, da se je prodala, bom rekel, neka velika družba za 300 milijonov evrov na otoku brez urejenega dostopa do nepremičnine, ne? Brez ustreznih služnostnih pravic in tako naprej. Ne? Ali pa da so se, ne vem, ob 3 ponoči, ker tik preden se je podpisala pogodbena dokumentacija, da se je spremenilo, napačno pisalo ime delnic, ne? Ali pa kaj takega, bi prišlo do velikih napak. Tako da so pa, rekel, se je pa izkazali, da so ti sistemi, rekel, dovolj dobro zanesljivi ali pa dovolj zanesljivi. Ne? Zdaj, kaj pa se je bistveno spremenilo tudi pri nas s ChatGPT-jem, s to generativno rekel, umetno inteligenco, pa je pa z rekel, tem naravnim procesirjem oziroma NLP-jem, da to postaja čedalje bolj uporabno tudi za nas, rekel, za slovenske odvetnike. Ne? Zdaj mi smo že videli primere iz prakse, ko so tožbe napisane, ko so pogodbe napisane z ChatGPT-jem, jo relativno hitro prepoznaš. Ne? Tako da to se uporablja. Zdaj, prevajalniki, tisto, kar je, se pravi, zastrašujoče je ta hitrost razvoja. Ne? Če vam dam sam primer enega Google Translate, še 10 let nazaj se ga ni nihče upal uporabljati. Ne? Danes je to, ali Google Translate, ali DeepL, te sistemi so do te mere zanesljivi, ne, da ti lahko vzame mogoče minimalno časa, da ga pregledaš in popraviš res tiste neke neumnosti. Ne. Pa bom dal primer, rekel, jaz sem začel v naši družbi delati leta 2006. Ne. Eno izmed prvih opravil, ki sem jih dobil na mizo, je bilo, da sem prevedel čez noč 45-stransko pogodbo v slovenščini, ki se je prepogajala v angleščini. Ne. Danes, če jaz to bom rekel, naložim v neko aplikacijo, ki je ustrezno sposobna, nam to vzame 5 sekund. Ne? In potem meni vzame mogoče še urca pa pol, 2, da grem čez, da preverim, da ni res kakšnih velikih neumnosti. Ne? Neko orodje za lektoriranje. Jaz se predvsej ukvarjam z mednarodno arbitražo, pa imamo večino vlog v angleškem jeziku. Ne? Prej smo imeli vedno neke obsežne vloge, se pogovarjamo tudi o 100-150 stranskih vlogah za 1000 in več opombami. Ne? Je bilo treba pripraviti vsaj en teden, če ne več prej pred rokom, zato da jih je lektor lahko ustrezno obdelal. Ne? Danes sistem umetne inteligence, mimogrede razvit tudi na slovenskem področju, strokovnjakov z naše fakultete za računalništvo in informatiko, ne? Deluje vrhunsko. Ne? Tudi če ne, bom rekel, naložiš celega dokumenta, lahko to samo posamezne tekste v angleščini naložiš gor in ne bo ti samo vejce popravil. Ne? Rekel, spremenil ti bo skladnost, spremenil ti bo stavek. Ne? Sicer tisto, kar zgubljamo tukaj, je zgubljamo avtentičnost pri izražanju. Ne? Ker naenkrat so v pisni obliki vsi tako imenovani native speakerji, ne? Vsi obvladajo angleško, ne? Potem pa priješ na neka obravnavo, na nek hearing, pa vidiš, da temu ni čistko. Ne? To je sistem. Rekel, ta hiter razvoj bi omenil še eno stvar. Ne? Včeraj sem dobil rekel, na mizo zatestirati en sistem, ki se imenuje slovenski pravni strokovnjak, ki temelji na ChatGPT-ju in je v bistvu deluje s pomočjo tega API-ja, Application Programming Interface, s pomočjo tega vmesnika, ne? Kjer je očitno, da bom rekel, neke družbe, ki se s tem prej sploh niso ukvarjale, se danes ukvarjajo z rekel, uporabo ChatGPT-ja za slovenskega pravnika. Ne? Komentar od enega kolega je bil, a bomo mi sploh še potrebovali pripravnike. Da ne bom predolg toliko za enkrat, potem še kaj omenil. Hvala. Najlepša hvala. Ja, veliko nevarnosti izvira in veliko prednosti iz teh tehnologij. Dr. Krišmanc, mogoče za začetek nekaj besed o tipku, programu, ki ste ga razvili na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Zakaj je bil potreben, kako vam omogoča lažje delo? Vemo, eden izmed glavnih ciljev uporabe umetne inteligence, ne samo v sodstvu, povsod je izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti, ki se kaže preko hitrejšega, zmogljivejšega reševanja določenih nalog. Kako ste to naslovili pri vašem projektu? V bistvu zgodba pri meni oziroma pri nas na Okrožnem sodišču v Ljubljani je taka. Ne? Jaz nisem mislil, da se bom kdaj ukvarjal s takimi zadevami kot sodnik oziroma kot vodja specializiranega oddelka, ampak v drugi polovici 2021 se je pojavila ena zelo akutna oziroma kronična težava, potreba v bistvu potem, da se upelje nek nov, da se malo out of the box reši neko težavo, ki smo jo imeli. Ne?
Ta ključna težava je v bistvu izvira iz dveh virov. Imeli smo ogromno zvočnih zapisov, se pravi iz samih razpravnih dvoran, tudi diktiranja sodnikov in tako naprej. In to se iz leta v leto povečuje. To je bil prva zadeva, ki je. Druga zadeva, se pravi naraščanje pripisov, in za 1 uro tega zapisa zvočnega, recimo je sodna zapisnikarca porabi oziroma je porabila takrat po preračunih tukaj, ki jih imam v letu 2021, 4,4 ure dodatnega dela. Zdaj, druga težava oziroma zaradi česar je v bistvu to postalo čedalje večji oziroma se pojavljajo kot čedalje večji problem, je bilo pa to, da imamo blazno veliko fluktuacijo v kadru. Če vas zdaj vprašam, veste, v katerem plačnem razredu je sodna zapisnikarca? Prenizkem. Tako je, izhodično v 22. plačnem razredu, pa če vemo, da je minimalna plača do 25. plačnega razreda, to pomeni, da dobi približno neto plače v okrog 878 evrov. To je en izmed prvih in najpomembnejših razlogov, zakaj je v bistvu fluktuacija podpornega osebja v tem segmentu tako velika. In tukaj je nekaj, kar je v bistvu in videli smo, da pač ne moramo vplivati, vsaj ne z nekega tega na okrožno sodišče oziroma sicer na to, da bi se ta problem rešil. Bom dal samo še en podatek, tudi kar se tiče ostalega podpornega osebja, ki vas bo presenetil. Mene je tudi takrat, ko je pač predsednik okrožnega ta podatek povedal, če imamo okrog 500 zaposlenih, da jih je 350 v bistvu na teh najnižjih plačah oziroma na minimalni plači. Veste, kaj to pomeni za cel sistem in veste, kakšna podhranjenost je to. Kakorkoli že, ta dva problema, ki sem jih namenil, velika fluktuacija, in to pomeni, da se v 2 letih je zamenjalo tudi do 50% kadra, in tudi izkušenejše sodne zapisnikarce so odhajale, nove, ki so prihajale, so imele mogoče drugačne tudi navade, so se sicer hitro prilagodili, ampak vseh je povzročilo to, da smo mogli začeti razmišljati out of the box na nek način. In kaj je zdaj rešitev? Takrat, zdaj letos oziroma lansko leto novembra je prišel ChatGPT in se je začelo v bistvu vse to. Mi smo 1 leto prej že začeli razmišljati o tem in takrat dobili tudi potem podporo in Vrhovnega sodišča, in smo pač se lotili strojnih prepisov zvočnih zapisov. In to je bistvo tega sistema tipko. In do česa smo v končni fazi prišli. Jaz imam tukaj le podatke za leto 2021, ko smo naredili prav analizo tega, kakšni so, koliko porabimo, ampak to je zdaj govorim za en sam oddelek, kazenski oddelek, je bilo v celem letu skupaj 642 ur zvočnih zapisov in od tega potem čas prepisa v urah 2849. Povprečno na mesec to pomeni 53 ur, takrat leta 2021, 53,5 ur zvočnih zapisov, se pravi iz razpravnih dvoran in tako naprej na mesec. Če delite, zdaj tukaj dobite 1:4,4, kar pomeni, da je za 1 uro zvočnega zapisa bilo porabljeno 4,4 ure dela sodne zapisnikarce. Pač ko smo začeli, pa se bomo potem v uvajanju organizacijsko, bom to malo preskočil zdajle, je bila situacija taka, zdajle na koncu od aprila, ko imamo, pilot se je zaključil marca uspešno, ugotovili smo, da je ta tehnologija vsaj toliko zrela, da ima določen doprinos oziroma da ima doprinos s tem, da se pomaga, in smo prišli do tega, da smo prišli na razmerje 1:2,5. 1:2,5 do 3. Pri čemer je zdaj različno, pa bom potem mogoče še kaj več o detaljih. Recimo, če gre za diktate kot take, pridemo že pod 1:1. Se pravi, 1 ura diktata, že manj kot 1 ura pregleda. Potem tudi za obdelavo, če je strukturirano govorjeno, če je en govorec, v bistvu z glasovnimi ukazi se tudi že formatira in praktično dobimo ven že sklep v taki obliki, kot je potrebno. Kar se tiče pa zvočnih zapisov iz razpravnih dvoran, tam pa v bistvu pridemo tam 1:2, se pravi 1 ura zvočnega zapisa, 2,5 uri dela za to, da se to preveri. V povprečju nekako. Da sem gledal za 6 mesecev,
In v zadnjih od aprila meseca do zdajle imamo v povprečju 60 ur, se pravi, če smo govorili povprečno v letu 2021 53, imamo zdaj v povprečju, pa to je za eno delo govorim, ne, že 60 ur mesečno. Ne. In tudi če potem primerjaš malo te številke, vidiš, da pač dobiš določeno količino oziroma določeno količino ur, ki se jih lahko potem ob istem številu sodnih zapisnikarc porabi nekje drugje. Ne. Ampak gre za sistem, ki omogoča zapis govorjene besede in olajša zapisnikarcem delo v tem, da si pogledajo izpisano, potem grejo nekako čez, preverijo in lahko, kot ste rekli, veliko več časa posvetijo drugim strokovnim nalogam, ne pa zgolemu zapisovanju. Tako, v bistvu posnetek iz razpravne dvorane se naloži na strežnik, ta strežnik je v prostorih sodišča, to ni neka cloud rešitev, ne, ker so pač tudi občutljivi osebni podatki zgoraj, ne, in v bistvu program, algoritem, tipko, ne, pač naredi prepis. Ta prepis v bistvu potem z elektronskim sporočilom obvesti sodno zapisnikarco, ko je dodeljena in ko je pač narejen prepis, da je pač čaka za pregled. Potem ona vstopi v aplikacijo in gre skozi in v bistvu popravlja segmente. Pravilo je, da mora v bistvu, nismo še na taki stopni, ne, da bi v bistvu ta asistent, kot je kolega tudi povedal, bil 100% zanesljiv. Mora nekdo iti poslušati čez in to je v bistvu pravilo. In potem imamo v bistvu segmentirane govorce, ne, in tudi govorce je treba določiti, tudi to vzame določen čas in vsak segment, ko ga pač sodna zapisnikarca popravi, naredi zraven, pač pritisne, dobi eno kljukico, ne, tako da je v bistvu tudi se vidi in potem, ko vse pregleda, v bistvu gre zadeva do sodnika in potem v bistvu tudi sodnik še dodaja seveda kakšne poudarke. To je pa ena izmed zadev, ko smo ugotovili, da imamo različni sodniki različna pričakovanja glede slovnične pravilnosti, pa glede tega, ne, kje morajo biti pike pa vejce. Pa, tako da. Hvala. Gospod Rehar, mogoče pogled na to z vašega dela. Delate v novinarstvu, sodelovali ste pri razvoju orodij na Slovenski tiskovni agenciji, ki vam omogočajo delanje povzetkov. V bistvu posamezni procesi so zelo podobni delu v sodstvu. Ne? Ko se določena vsebina, določeni daljši teksti povzamejo, se povzamejo bistvene zadeve iz teh vsebin. Zanima me, kako ste k temu pristopili in kakšna orodja že zdaj uporabljate pri svojem delu. Hvala za besedo. Pri nas na STA-ju se je zgodba, recimo temu, s prvo generacijo umetne inteligence začela kakšnih 15 let nazaj. Takrat smo pač po nekem spletu okoliščin bili prvič vključeni v nek evropski projekt raziskovalno-inovacijski, v katerega smo vstopili skupaj ob sodelovanju z Inštitutom Jožef Štefan. Šlo je za projekt v okviru 7. okvirnega programa, ki ga je financirala Evropska unija. In od takrat naprej smo praktično ves čas sodelujemo v različnih tovrstnih projektih. To je za nas v bistvu prej bila zanimiva primerjava, tudi omenjena, se pravi, kje je anglosaksonski svet, pa kje smo mi, ne. V osnovi je neka ena generacija vmes razlike, ne. Tudi mi, ko se srečujemo s tem, kaj uporabljajo recimo največje tiskovne agencije iz Amerike oziroma Anglije in tako naprej, je pač to v nekih določenih trenutkih znanstvena fantastika zate. Ampak če se daš na to, pač lahko slediš, ne, pač vedno z nekim zamikom, v določenih trenutkih morda lahko celo kje prihitiš, ampak načeloma pač je nek zamik, ne. In tile evropski projekti, v katerih smo začeli sodelovati, so nam omogočali kar velik skok razvojni, ker so pač kar naenkrat imel dostop do znanja znanstvenikov pri teh sodelujočih raziskovalnih ustanovah. Pri nas je bil po tem uvodnem, bom rekel, nekem spoznavanju s tem svetom prišli do spoznanja, kaj je mogoče, in takrat sta bila recimo v začetni fazi dva motiva za razvoj nekega orodja. Prvi je bil, da sploh želimo priti do informacije, in to je bilo nekaj, kar do takrat človeško ni bilo mogoče.
informacije, kdo uporablja naše novice, kje, kdaj, koliko, z katerih področji, v kolikšni meri skopira novico, v kolikšni meri jo spremeni, če pogledamo z druge strani. Tako morda sam za intermezzo, STA se ne tako redko pojavi v vlogi kakšne kritike, kakšen naslov smo pa napisali, za katerega se izkaže, da ga pač nismo mi, ne, ampak ga je pač uporabnik spremenil. Ampak to orodje pač omogoča vse to. Se pravi, v realnem času lahko spremljamo za vsako novico ali pa za vsak medij ali pa za vsako kategorijo novic, kdo jih uporablja, na kakšen način, kako pogosto. To je informacija, ki je zelo uporabna za uredništvo, to je bil primarni motiv. Drugi, sekundarni motiv, istočasen je pa bil, da skozi te podatke priti tudi do informacije, kdo pa morda uporablja tvoje novice brez soglasja. Ne? In je pač potem to tudi informacija, ki je uporabna prodajnemu oziroma marketinškemu oddelku. Tukaj je zanimivo oziroma pomembno poudariti, pač da je takrat in tudi danes še vedno ne gre za 100% natančne metode. Se pravi, tudi ko potem interpretiraš te podatke, se moraš tega zavedati. Če dam zelo plastičen primer, če stroj nekako oceni, da je nek medij toliko in toliko tvojih člankov uporabil, če želiš biti konkreten, pač moraš to preveriti, preden boš šel do tega medija in pač povedal, da te pa te članke so uporabili brez dovoljenja oziroma brez neke ustrezne pogodbe o uporabi. Tako da so omejitve, ampak ti pa omogoča nek tip informacij, ki jih prej pač človeško preprosto nisi mogel sam ustvariti. V osnovi je tako, saj iz našega vidika, ko govorimo o več različnih tipih rabe, ki ti jih prinaša umetna inteligenca. Če pogledam naš proces dela, pa ga razdelim zelo splošno, ne, na detekcijo zgodb, na produkcijo zgodb, pa potem na distribucijo in v končni fazi še na analitiko. V vsakem od teh segmentov tega delovnega procesa, če ga zelo posplošim, imaš na voljo že orodja umetne inteligence, ki ti pomagajo. Pri tem ti lahko pomagajo načeloma na dva različna načina. Eno je pač čista asistenca, ne, se pravi, ti pomaga pri tvojih opravilih jih delati hitreje, učinkoviteje. Druga pa je, da ti dejansko omogoča nekaj novega, nekaj, kar prej pač preprosto odpreti vrata do nekaj novega. Morda to, kar ste prej o transkriptih govorili, mi tudi to testiramo in ena od takih zelo nazornih stvari, ki jih pač prej nismo počeli, umetna inteligenca jih pa omogoča oziroma jih bo omogočala, je pač opremljanje posnetkov s transkripti. Mi pač v medijih nimamo pač zapisnikarjev, ki bi pač delali transkripte oziroma jih nikoli nismo imeli. Ta tehnologija pa to kar naenkrat omogoči. Zakaj je to uporabno? Uporabno si lahko pač vsakdo predstavlja, če imaš kar naenkrat poleg video posnetka, ki vključuje govor, na voljo tudi transkript, strojno narejen, pač to omogoča bistveno lažje, globje, hitrejše iskanje po vsebinah, ki jih imaš v arhivu, video posnetkov, audio posnetkov in tako naprej. Naslednja stvar, ki smo jo potem se lotili, in jo uporabljamo v omejenem obsegu, je sledenje fotografijam, se pravi ista logika, se pravi želimo vedeti, kam grejo naše fotografije oziroma kdo jih uporablja. To je en scenarij, ki ga pač uporabljamo ne konstantno, ampak takrat, ko je potreben. Variacija tega pa je, ko naletiš nekje na fotografijo, pa nisi prepričan, ali je to fotografija iz tvoje baze ali ni, pač na isti način, z istim orodjem, samo z drugim pristopom preveriš, ali je to fotografija iz tvoje baze. Pač trenutno imamo, ne vem, 1,5 milijona fotografij v bazi, fizično je nemogoče vedeti za vse fotografije, ali so tvoje ali ne. Tako da to, kar so pa že prej omenili, se pravi povzetki, oziroma tudi vaša uvodno vprašanje se na to nanašalo. Povzetkov trenutno
ne uporabljamo v produkciji. Testirali smo jih, tako zelo omejeno, par takih zelo pilotnih testov. Načeloma, kar trenutno počnemo na področju kreacije vsebin. Prva faza, še pred umetno inteligenco, so bili roboti, za zelo omejen tip vsebin, ki je baziral na strukturiranih podatkih, kar bistveno olajša potem razvoj nekih klasičnih algoritmov, ki bazirajo na tvojih prednastavljenih pravilih, to ni umetna inteligenca, to so pač roboti. Prednost teh robotov je, da res v nulo poznaš, kaj naredi in zakaj nekaj naredi. Lažje kot pri umetni inteligenci, generativni recimo. Pač tom človeško boš težko deduciral, zakaj je do nekega produkta oziroma outputa prišlo pri nekem strojno narejenem izdelku. Tukaj pa to lahko razumeš, ker si ti tisti, ki si postavil točna pravila, kaj naj z nekimi strukturiranimi podatki naredi, pri čemer mi smo šli v tej smeri samo do točke pol izdelka. Se pravi, robot načeloma gre po podatke na različne vire oziroma različne baze, jih v neko prednastavljeno obliki da v osnutek novice, to pa potem še vedno novinar, urednik, človek pač prejme, obdela in potem šele gre to v objavo. Spravi, nismo naredili tega, ko rekel, koraka do tega, da bi robot dejansko sam spisal in objavil. To, zakaj lahko potem pri tveganjih o tem, kaj več govorimo. Druga, to pa zdajšnja generacija, je pa to res pravi povzetki, se pravi, ki jih umetna inteligenca na podlagi transkripta naredi. Kom rekel, nivo jezika, vsaj iz testa, je res tako preseneti. Mi smo to test naredili na način, da smo pač orodje razvili na našem lastnem korpusu, oziroma ta prototip, na podlagi katerega se to stestiralo, tako da je pač tudi povzetek, ki ga je naredil, zelo blizu našemu slogu pisanja, pri čemer sta bili potem dve varianti. Eno je, da ti napiše povzetek v obliki novice, drugo pa v obliki nekih ključnih poudarkov po alinejah, in so pač tako rezultati res presenetljivo dobri. Jezikovno tukaj mislim, da sploh ni več nekih umetne inteligence na področju pravopisa in slovnice, ne čaka več veliko delo tudi za slovenščino. In tukaj je bil dejansko v zadnjih 5 letih velik preskok narejen. Vprašanje se pa potem postavi, kaj želiš s to vrstno produkcijo, komu služi v končni fazi. Tako da to lahko potem v naslednji rundi. Najlepša hvala, zelo zanimivo. Zlahka si predstavljamo uporabo teh orodij tudi v sodstvu. Gospod Strojin, bi vas vprašal, že dolgo ste udeleženi aktivno pri ustvarjanju orodij za sodstvo. Zdaj, eden izmed ciljev uporabe umetne inteligence ni zgolj učinkovitost, ampak je tudi zagotavljanje konsistentnosti sodne prakse. Vrhovno sodišče konkretno je tudi ustavna zakonska vloga njegova zagotavljanje enotne sodne prakse in zlahka si predstavljamo uporabo teh orodij za to, da se ugotovi, ali so določene odločitve konsistentne. Francoski Cour de cassation ima projekt ugotavljanja razlik v sodni praksi, pa me zanima, če lahko mogoče nekoliko več poveste o bazi znanja, ki se pripravlja, o orodjih, iskalnikih sodne prakse, skratka bolj konkretno o uporabi umetne inteligence pri vsakodnevnem delu sodnikov, strokovnih sodelavcev, osebja na sodiščih. Zelo široko vprašanje lahko, ampak hvala za omejitev na to, kar se pripravlja v okviru sodstva, pri čemer mogoče za začetek en disclaimer. Razvoj je odvisen seveda tudi od resursov, s katerimi sam razpolagaš, ne le od tehnologije, ki je na voljo. In tu ne le sodstvo, ampak Slovenija oziroma manjše države imamo težavo, kje sploh dobiti kadre, ki pomagajo za implementacijo, ker
zgolj prevzem tehnologije brez lastnega sodelovanja lahko za sabo potegne vrsto novih tveganj. Eno je pač vprašanje transparentnosti, zanesljivosti sistema, pa tudi usklajenosti z lastnimi potrebami. Ampak mogoče se tega kasneje dotaknem. Smer, v katero smo dolgo časa gledali, je učinkovitost. To, kar ste tudi omenili, ampak vsaka organizacija se mora ukvarjati tudi z kakovostjo. Zgolj učinkovitost, zgolj gledanje v številke ni dovolj na dolgi rok, rastemo in učinkovitost se lahko gleda tako notranje, kot tudi na zunaj. Sodstvo je družbeni sistem, ki je v konstantni interakciji tudi z ne samo notranjo javnostjo, ampak tudi z zunanjo. Tako da orodja lahko iščemo v vseh teh kategorijah in trenutno izhajamo iz osnovnih poslovnih potreb, tudi iz vidika možnosti za izvedbo projektov, torej kako zagotoviti financiranje za njih. Torej smo vezani zlasti na evropska sredstva, ki se črpajo v približno 5-letnih ciklih, zato moramo tudi za takšno obdobje načrtovati razvoj. In seveda tehnologija se veliko hitreje spreminja. Zgovoren primer je ravno na enem od produktov, ki ga zdaj razvijamo, pač trenutno v okviru projektov razvijamo orodje za anonimizacijo in pseudonimizacijo dokumentov, razvijamo orodje za obdelavo sodnih odločb za namen objave in razvijamo nov prenovljen iskalnik po sodni praksi, ki bo tudi uporabil tehnologijo velikih jezikovnih modelov oziroma naravne prepoznave in obdelave jezika. In tik predno smo šli v razpis za izvedbo oziroma za iskanje izvajalca, ki bi z nami sodeloval na podlagi specifikacij, ki so bile pripravljene leto nazaj plus. Predno smo šli v razpis za prenovo iskalnika sodna praksa, se pojavi ChatGPT. In se zaveš, uporabniki bodo pričakovali integracijo tovrstnih orodij v njihovo izkušnjo. Ne moramo izhajati zgolj iz starih tehnologij, moramo biti tudi sami agilni pri razvoju. Seveda se moramo pa tudi zavedati, da katerokoli tehnologija mora biti preizkušena in ustrezno implementirana. Tako da tu skozi iščemo neko zlato sredino, ki omogoča tako razvoj, kot tudi stabilnost iz vidika obveznosti, ki jih imamo vizavi našim virom financiranja, pa tudi uporabnikom. Ampak te disclaimerji ob stran. Eden od ciljev za zunanjo javnost je zagotoviti čim večji dostop do sodnih odločb, kajti to omogoča višjo kakovost razumevanja prava v družbi in tudi zmožnost uporabnikov, kot so odvetniki, pa tudi končni državljani, pri njihovi analizi, kako se to nanaša na njihov primer. In verjetno je primer, ki ga je kolega Premelč, se opravičujem, prej izpostavil, glede teh orodij, ki nastajajo v slovenskem pravnem okolju, izhaja ravno iz baz podatkov, ki jih slovensko sodstvo brezplačno omogoča z dostopom do odločb Vrhovnega sodišča in višjih sodišč. Pač naš cilj je zagotoviti višjo stopnjo kakovosti tega znanja. Kako pa to znanje ali pa orodja ljudje uporabljajo, je po veliki meri odvisno od njih samih in na to imamo pa le redko vpliv in družbe se tu razlikujejo. Ene so bolj paternalistične, druge bolj liberalne, dopuščajo ljudem svoj pristop, ampak v osnovi smo vsi vpleteni v te sociotehnološke sisteme, kjer lahko določeno orodje pripelje do koristnih rezultatov,
lahko pa tudi pripelje do zlorab. Ampak mogoče se kasneje spet pri tveganjih na to osredotočimo. Naš cilj s temi orodji, ki sem jih izpostavil, je pohitriti obdelavo odločb, pač žal ne moremo objavljati vseh odločb v takšni obliki, kot so sprejete, že zaradi druge zakonodaje, ki nam veže roke z jasnimi razlogi, varstvo osebnih podatkov in drugih zaupnih podatkov. Obdelava vsake odločbe pa vzame toliko in toliko ur in želimo ta postopek pohitriti. Istočasno gledamo pa na srednji rok tudi, kako podpreti delo sodnikov in drugega osebja. Pač sodstvo razpolaga z veliko količino informacij, ki se pogosto gledajo v zelo ozkem kontekstu. Gledamo v spis, ki ga rešujemo, pozabimo pa, da smo podobnih spisov imeli mogoče že na stotine, če ne mi, pa naši kolegi. Poskušamo ugotoviti, kako zagotoviti dostop do tega znanja, ki je skrito v konkretni ali pa v abstrahirani obliki v gradivu, ki se pojavlja v sodstvu, ne le zdaj, ampak tudi v zgodovini. Kako zagotoviti dostop do zgodovinskega spomina. Če imamo neko zadevo, ki se nanaša na neko področje, smo zdaj po sodni praksi iskali primere, ki so mogoče relevantni za to, in smo dobili seznam zadetkov, iz katerih smo z induktivnim pristopom poskušali sklepati o tem, kaj je pravilo, ki ga lahko apliciramo na konkreten primer. Imamo možnost, da se to vrstno analizo v obliki strukturiranega povzetka naredi na ta način, da se strojno obdela vse relevantne odločbe, tudi tiste, ki mogoče nam seznam zadetkov ne da, ker uporabljajo drugačno terminologijo, in da dobimo potem številčno, procentualno ovrednoteno, v katero smer se sodna praksa nagiba in kaj so mogoče trendi skozi leta, s čimer se nam omogoči enostavnejšo in kakovostnejšo in bolj harmonizirano odločitev. In v to smer gremo z sistemom podpore sodnikov v okviru sistema ESEA, kjer za začetek je potrebno sploh sodnikom omogočiti dostop do informacij, ki so v sodnem sistemu, do kakšne stopnje kakovosti bomo prišli za temi povzetki in na kakšen način se bo to uporabljalo, bomo pa še videli, ker tukaj se tudi različna regulacija sprejema, ki bo vplivala. Mogoče samo še toliko, da zaokrožim, v veliki meri moramo izhajati pa tudi iz podpore pri sami pripravi odločb in pri sodni upravi. Tu so vse orodja, ki so na voljo v gospodarstvu, zdaj kako jih pa prenesti, je pa seveda ta težava, koliko imamo na lastni strani resursov, po drugi strani pa tudi koliko lahko zaupamo orodjem, ki so na policah. In tudi, če se že navežemo na neke sisteme, in to se je zdaj pokazalo v zadnjih parih dneh z OpenAI, zgodbah z kadrovskimi spremembami v vodstvu in kako to lahko vpliva na vse sisteme, ki so se navezali na njih. ChatGPT je v najkrajšem možnem času dobil 100 milijonov uporabnikov, številne organizacije so se navezale na te sisteme. Zdaj pa vidimo, kako je vse to lahko krhko. In mogoče lahko par besed o tem tudi kasneje. Direktor ChatGPT je bil odstavljen ravnokar, na to se je gospod Strojin nanašal, predvsem verjetno zaradi vprašanja varnosti uporabe. Bi prešel na tveganja in pasti in strahove,
Pozitivne vidike smo nekako že naštevali. En, vsekakor mogoče najpomembnejši, je učinkovitost, drugi je zagotavljanje kakovosti, tretji, ki je bil tudi že omenjen in je zelo pomemben, je zagotavljanje dostopnosti za splošno javnost, dostopnosti sodstva, dostopnosti do sodišč, tako odločb, mogoče registrov, upisnikov in ostalega. Gospod Strorin je omenjal omejitev v sredstvih. Vprašanje bo za vas, gospod Premelč, predvsem v tujini so tudi pisarne, ki razpolagajo z ogromnimi sredstvi in lahko to vlagajo, ampak naštel bi nekaj nevarnosti, pa bi vas vprašal, če jih mogoče dopolnite ali se kateri posebej posvetite. Ena izmed nevarnosti je vsekakor avtorsko-pravna, ampak v dveh smislih. Po eni strani vir podatkov, ki jih te modeli zajemajo ali imajo dovoljenje za to ali ne, vidimo, da ne vedno in so tudi tu že spori. Drugi je avtorsko-pravni v smislu odgovornosti proizvajalca teh orodij, kaj se z njimi na to zgodi. Dodatna nevarnost, ki smo jo tudi že omenjali, je nezanesljivost, se pravi, sam program si lahko določene podatke enostavno izmisli, govorimo o halucinacijah, tako imenovanih, izmišljene netočne informacije. Tudi sam, ko sem uporabljal ChatGPT, recimo, da je 8 ali pa 9 od 10 vsebin popolnoma pravilnih, 10 je lahko pa popolnoma izmišljena in če uporabnik tega ne ve, jo bo lahko uporabil kot zanesljivo in uporabno, tudi tisto 10. Eno sem tudi že omenil, mogoče preveliko zanašanje na ta orodja, ko se jih bo enkrat uporabljalo, to je tista kognitivna lenoba, ko ne bomo več razmišljali naprej in bomo določene svoje veščine izgubili. Zelo pomemben vidik je seveda kibernetska varnost, kar z vidika oblasti in sodstva je tudi pomembna. Spremembam v delovnih procesih se bomo še posvetili, ampak mogoče za vas to vprašanje, ki je tudi priljubljeno, pa ni toliko sodstvu pri srcu, da tako rečem, vprašanje napovedovanja izidov. Sodb, se pravi na podlagi podatkov o preteklih odločitvah sodnikov, sistem s pomočjo algoritmov preračuna možnost uspeha v določeni pravdi, omogoča prilagajanje taktik odvetniškim pisarnam in podobno. Ali vidite tu velike prednosti oziroma katere nevarnosti vidite? Ja, zdaj se kar navezam na to, da, tako rekel kolega Strin, na tem koncu sveta smo med bolj konzervativnimi. Povem, da če se en primer, kar se sodnikov tiče, pa napovedovanja, v Ameriki že dolgo obstaja sistem, glede na to, da imajo dostopne tudi v bistvu judikate prvih stopenj, da vam napove algoritem, koliko časa boste vi verjetno rabo, da boste prišli do pravnomočne odločbe pred točno določenim sodnikom. Koliko časa je realno pričakovati, da boste vi potrebovali za to, da vam bo izdal neko začasno odredbo in tako naprej. Kontrapot temu je primer v Franciji, kjer so izrecno zakonsko prepovedali to vrstno prakso, to vrstno profiliranje sodnikov, ravno zaradi integritete sodnikov, sodnega sistema in tako naprej. To, o čemer smo se na začetku pogovarjali, pa tudi, kar je kolega Rehar omenil, je to, da pač Evropa je vodilna na enem področju in to je na področju regulative. Tako je bilo pri splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov GDPR-u, zdaj smo vodilni na področju regulacije umetne inteligence, seveda nismo pa vodilni na področju tehnološkega napredka. To pa tudi Evropski parlament v zadnji deklaraciji sam jasno ugotavlja, da pač tukaj smo in za Ameriko in za Kitajsko, rekel, daleč zadaj. In zdaj, če omenim ravno to neko intelektualno lenobo, jaz se vedno znova vprašam, pa tudi kritično sam do sebe, če sem še pred 25 leti se vozil po Evropi, rekel, zemljevidi v rokah, kolikrat danes ne uporabim nekega Google Mapsa ali pa Apple Mapsa. Večkrat ga uporabim že, ko grem, ne vem, iskat sina na trening, zato da mi pove, kje bo, rekel, manjša gneča na cesti. In problem je v tem, ker se na to enostavno navajamo. Kolega Strorin je zdaj omenil to prenovo portala sodne prakse, čudovit portal, se absolutno strinja, ampak danes, ko ljudje operirajo z Google Bardom ali z ChatGPT-jem in tako naprej, ko si navajen na to komunikacijo, bom rekel, morate vedeti, da se
vam ni treba razlagati, si veste, ne? Ko iščeš v nekem iskalniku, pa ne si bo to sodna praksa, Usinfo, kjerkoli, ti moraš nekaj o tem vedeti, ti se ne moraš poljudno pogovarjati z njim. Ne? In seveda, ko se na to navadiš, bo težko zdaj iskati. Recimo en tak primer, ki bi si ga jaz želel, recimo pri nas, da bi se razvil, ne? Pa sem videl res primer, verjete, najboljše prakse, ne? Ki je trenutno dostopna, ima ta privilegij, da že skoraj 10 let zdaj vodim en investicijski spor v okviru Svetovne banke v Washingtonu, ne? Ampak da obstajajo aplikacije, ko ti iščeš za nek pravni standard, neko zgornjo premiso, ne? Ti dobiš, ti si rekel, usmerjen na točno določen odsek neke arbitražne odločbe, ki so mogoče 250 stranske, ne? Si usmerjen na točno določen odsek nekega članka, nekega komentarja, neke literature. Si predstavljam, da je pri nas to si zelo težko predstavljati v tej fazi. Ne? Ampak, ko moram jaz pisati nekaj, kakšna je najnovejša judikatura na to pa to temo, ne? Jaz za parimi kliki praktično dobim citirano in to vključno z opombo, ki mi citira, kaj jaz rabim citirati. Ne? Mislim, da že pri nas pa tudi en tak primer, pa niti ni povezan z umetno inteligenco, ampak samo popolna digitalizacija spisa. Ne? To je nekaj, zadnji kašmanca se pogovarja, se še vedno dogaja, ne? Da se posamezniki soočajo z gorami spisov. Zadeve so na svetovni ravni v primerih najboljše prakse narejene na način, ne? Da imaš ti hiperpovezave do vsakega dokaza. Ne? Recimo nekaj navajaš, ne primer, kot damo mi na koncu nekega paragrafa, daš po alinejah naštete dokaze. Ne, tam za vsako trditev, ki jo postaviš opombo in iz te opombe imaš ti direktno hiperpovezavo na digitalno obliko tega dokaza. Ne? In tudi v času trajanja obravnave, kakorkoli lahko sodnik preko tablice dejansko takoj dostopa, ne? In ne izgubljaš časa, da iščeš nekaj po spisih, ker je še zlasti problem, ko se pogovarjamo o tisočih listovnih številkah. Ne? Tako da nevarnosti pa, ja, absolutno obstajajo. Ravno ta halucinacija, ne? Je še vedno verjetno trenutno največji problem. Kar se tiče zanesljivosti, se je to tudi v končni fazi naslavlja zdaj na predlog nove evropske regulative na to temo glede odgovornosti. Ampak, če dam čist primer, prej sem omenil, ko smo se pogovarjali pred to okroglo mizo, eden izmed teh sistemov umetne inteligence mi je naštel vse sisteme, ki se v Sloveniji uporabljajo v slovenskem sodstvu, od tega, da ne bi se uporabljali za izrekanje kazenskih sankcij. Potem se šel pa, našteva mi celo znanstvenika, slovenskega znanstvenika Jureta Leskovca, potem se šel pa sam malo researcha narediti, ne povem, se je to pa res slovenski profesor sam na Stanfordu v Ameriki, pa je res za potrebe ameriškega sodstva ustvaril en sistem, da se pa že dolgo časa uporabljajo, sistemi in za oceno begosumnosti in za oceno, kakšno je verjetnost, da bo nekdo povratnik, specialni povratnik in tako naprej. Znan je primer že iz 2017, Loomis v Wisconsin, se je dosti v tej pravni literaturi citiral, kjer je dejansko sodnik s pomočjo sistema obsojencev, ki je bil najden samo na prizorišču, pa ni bilo nobenih dokazov, da ne bi bil on kakorkoli vpleten v streljanje, res se pa je potem vozil z ukradenim avtom, pa je dobil 6 in več letno zaporno kazen, pa nekakšen nadzor. Pa se je ugotovilo, da je bilo to na podlagi nekega sistema, algoritma Kompas, katerega pa, podrobnosti niso bile razkrite nikoli. Zakaj? Zato, ker ne bi šlo za zaupne poslovne podatke. In se odpira cela vprašanja in poštenega sojenja in to, kar ste rekel gospod Vrabec, glede pravice do enakega dostopa do sodišča. Kako jaz kot zagovornik, pa jaz sicer ne ukvarjam s kazenskim pravom, kako naj jaz dokažem, na podlagi katerih podatkov je bila meni odmerjena kazen, je ta sankcija res individualizirana ali ni, če niti ne vem, kako je algoritem prišel do nekega zaključka. In ta problem black box skrinic, črnih skrinic, ko se ne ve, kaj je noter, to so sigurno največji izzivi. Najlepša hvala. Ja, vsekakor je to izjemno pomemben izziv. Poznavanje vhodnih podatkov, ki orodju omogočajo prikaz rezultatov.
Doktor Kršmanc, vi ste kazenski sodnik, mogoče še najbolj direktno vidite pri svojem delu nevarnosti, pa bi vas o tem vprašal, potem pa mogoče še za nadaljevanje debate bi se posvetil tudi z gospodom Reharjem vprašanju spremembe poslovnih procesov. Kako ta orodja vplivajo na vaše delo in predvsem kako bodo vplivala? Bom skušal to kar povezati, v bistvu vse skupaj na nek način. Zdaj, kar se tiče uporabe umetne inteligence v sodstvu, je moje gledanje na to, da je pač to orodje. Kot vsako drugo orodje, pač, ne vem, na začetku smo imeli tiste strojne tipkalnike, ne smo prišli na računalnik, ali pa če si pogledamo v vrtu, ko delaš, pa ti pade neka veja dol, ali boš zdaj šel z žago, ali boš motorko vzel, pa jo, ne, pač moraš biti, gre za orodje, ne, in zaradi tega jaz v tem kontekstu, v bistvu, kar se tiče nevarnosti, vidim, to je manj ali enako nevarno kot copy-paste. Copy-paste pa vemo, da je v bistvu ena iz velikih teh nevarnosti, ki se tudi, mislim, ki jih vidimo v praksi, ne? Pač, ko se kopira določene ali od predhodnih, ali to pa potem se malo pozabi ali izkepa. Skratka, za mene gre za orodje in kot vsako orodje, ne, se potem pogovarjamo o veščini uporabe, pa pogovarjamo se o zanesljivosti. Tukaj se pa strinjam. V končni fazi pa rešitev na problem zanesljivosti, glede katerega mislim, da se vsi strinjamo, da je odgovornost. Ne? In bom šel na konkretno to aplikacijo tipko, ko smo jo imeli. Se je zgodilo tudi to, da smo imeli kakšnega posameznika, ki je pač, ko bi moral tiste segmente, ki jih gleda, ne, da bi jih pogledal, ampak je samo poklikal. Ne? Ampak to je bil pač mogoče, ne, kakšen in tako naprej. Ampak ko smo to zaznali kot problem, smo pa naredili rešitev v tem, da se je pač pri vsakem segmentu videlo, kateri sodni zapisnikar oziroma sodna zapisnikarca je bila odgovorna za ta segment. Tako da se potem, ko se bomo pogovarjamo o tem, ali je bil izdelek v redu ali ne, se ne bomo posplošeno pogovarjali, ne, da pač je nekdo vse samo poklikal, ampak se bojo, poslušaj, kaj si pa ti, ne, delal. In enako mislim, da kar se tiče kazenskega sodstva, se ve se, kdo je odgovoren za končno odločbo. Se je sodnik podpisan pod to. In ko smo se pogovarjali zdaj na kazensko-pravni šoli nedolgo nazaj o tem, kako se nek kot strah pred umetno inteligenco, ne, sem pač takole vprašal, ko smo se kolege sodnike, ne, a se kdo boji svojega strokovnega sodelavca ali pa sodne zapisnikarce. Ne. Vsi strokovni sodelavc tudi ne kot umetna inteligenca, ne, ampak seveda kot nek inteligenten posameznik in podporna osebe za sodnika, tudi ti izdela osnutek in tudi tam se pojavljajo napake, mogoče od pravilnih številk do mogoče kakšne vsebinske in tako naprej. Ne. In zdaj, ne, tudi pod tistim izdelkom sem v končni fazi podpisan jaz in jaz grem skozi in jaz sem odgovoren za ta izdelek in moj rezultat prečekira seveda stranke, ne, takoj, prva stopnja, druga stopnja in tako naprej. Ne. In bi se tudi zelo hitro videli, če bi se v bistvu posplošeno uporabljali te brez kontrole nekega. Ne. Tako da jaz nimam tega strahu, ne. Jaz to vidim kot orodje. Izziv je zanesljivost, rešitev je odgovornost, kar se tega tiče in v kazenskem oziroma pri sodnikih pa sodniškem delu je to jasno, tako kot je jasno, če ti strokovni sodelavec osnutek pripravi in tako naprej. Jaz v bistvu, če se navežem že malo tisto, katere zadeve bi jaz rad videl poleg tega v tem orodju. Ena zadeva je bila omenjena, jaz mislim, da tukaj smo zelo blizu tega, da bi se dalo to hitro implementirati, to so povzetki. Ne. Druga stvar, ki je v bistvu mogoče malo futuristično zgleda in ko sem jaz prvič to videl, se mi je zdelo, ne, ampak gre, ne, se pravi pogovor za dokumenti. Ne. To pomeni, da se ti lahko z neko knjigo pogovarjaš v tem vmesniku, ne, oziroma z nekim korpusom podatkov se ti pogovarjaš. In od tega korpusa podatkov lahko ti tudi rečeš, da mi pač določene izpiske. Zakaj se mi ta segment še posebej zdi nekaj ta, za kar bi si verjetno kakšen sodnik kazenski ali pa specializiranega oddelka, še posebej, ko imamo tam 40-50 škatl, ne, gradiva, ne, lokalno naložiš te podatke v ta vmesnik in se z njimi pogovarjaš, prosim, daj mi ven vse primere oziroma listovne številke, kjer je bila ta priča, nared mi to v tabeli. To se da, ne. Omejitve, ki jih imamo zdaj, so strojne omejitve,
ker to zahteva določeno število oziroma določeno kapaciteto strojnih, ne, in ne gre. In to mislim, da se zdaj tudi na ravni Vrhovnega sodišča se tudi v bistvu v strojno opremo vlaga, ne, tako da mislim, da tudi tukaj bo. Se pravi, pogovor z dokumenti se mi zdi, da bi na ta lokalni način, ko sem povedal, zelo veliko pomagal. Je pa tako, ne, pri tem je pa treba biti previden in zaradi tega mislim, da imamo mi neko, čeprav mislim, da bi vsi mogli biti previden, ampak v sodstvu so mogoče še bolj, tudi kar se tipkota tiče. Ne, sem že povedal, da smo ga na lastnih strežnikih malo postavljenega. Ne. In isto za te zadeve, ko bi se brali dokumente, to bi morali biti seveda na nekih strežniških oziroma na neki strojni opremi, ki je v posesti sodišča, bom tako rekel. Tisto tveganje, ki ga v tem trenutku vidim in mislim, da iz tveganja smo prišli po moje v kakšnih primerih tudi že v realizacijo tveganja, so recimo iznosi osebnih podatkov, ne, te ChatGPT in tako naprej. In bom dal samo en primer, da ne bom jim kakšno krivico delal, ne, ampak jaz mislim, da kakšni tolmači pa tudi že uporabljajo te aplikacije. Ne. Zdaj, nevarnost tega je ta, ali pa če ne oni, pa pač kakšni študentje, ki jim oni tudi v bistvu, ki jim pomagajo pri njihovem delu. Ker se to je neka naravna stvar, da se uporablja. Samo pazite, ne, ko vi date noter, bodi si pre Google Lensa, bodi si, ko pofotkate tisto, ne, in tako naprej, vi iznašate osebne podatke v tako imenovani oblak na neke serverje po celem svetu. Ne. In tukaj pa je to tveganje in zaenkrat to tveganje, ne vem, kako natančno je naslovljeno, ker jaz, ko dobim prevod od tolmača, ne, jaz v bistvu ne vidim, ali je bila uporabljena kakšen ta program, ne, umetne inteligence in tako naprej. Se pa bojim, da glede na to, da nimamo nekih custom made že domačih, ne, da to pomeni, če ga uporabljajo, da verjetno potem tudi podatke ven iznašajo, ker dvomim, da kdo gre in briskera potem osebne podatke ven iz dokumentov. Tako da to mi je veliko tveganje. Zdaj, kar se tiče tega, kar bi si želel, poleg povzetkov pogovora z dokumenti, se mi zdi, da pač jaz mislim, da v roku 2-3 let bo to tudi že na lastnih računalnikih, glede na to, kako hitro te modeli napredujejo, se boš lahko pogovarjal in ne bomo imeli tega iznosa podatkov, ki ga zdaj imamo. Je tudi izdelava osnutkov, ne, pa preden kdo skoči tako, ne, izdelava osnutkov, mislim to, mi imamo različne tipe pisanj in različne, ne, ene, ki so zelo, zelo tipizirani. In te, ki so zelo, zelo tipizirani, pač so v bistvu časovno potratni, niso pa vsebinsko, tako, kako bi rekel, težki. Bom dal par primerov. Stroški postopka. Stroški postopka, mislim, da je ena izmed takih zadev, ki bi se jo dal zelo na visoki stopnji avtomatizirati in bi tudi blazno razbremenili mogoče in odvetniške pisarne, ne, in tudi seveda sodne delavce oziroma podporno osebje, ne. Tukaj gre za relativno, imaš odvetniško tarifo, imaš določene in v bistvu potem to pregleduješ in v bistvu ti izpiše. Jaz mislim, da to je nekaj, kar bi se zdalo relativno hitro avtomatizirati in uporabiti in bi bili učinki zelo veliki. Drug primer, kjer mislim, da bi bilo tudi veliki učinki, so recimo odločbe v BPP-ju. Tam je tudi standardizirano, veš, katere podatke pogledaš, ne, in tudi tukaj mislim, da bi bil nek tak cost-benefit analiza bi pokazala, da bi se to splačali. In to so v bistvu tiste zadeve, kjer bi že na začetku veljalo razmišljati o tem. Potem so pa kakšni nastanki osnutkov za razna sodna pisanja. Govorim nastavki in to previdno, ampak zaradi tega, ker tudi to ti vzame. Saj vemo, kako zdaj poteka delo sodnikov. Vsak sodnik si tekom svoje kariere ustvari nek nabor nekih sodb, ki jih je sam spisal ali pa nekih odločb. In ne vem, greš in vzameš tisto in potem začneš popravljati, imaš strukture, ki so v bistvu, ne vem, imaš variacije, tam 10-15 jih je in potem v bistvu v okviru tistega deluješ, ne. Ampak to ti že vzame nek čas, da vzameš tisto in pač nastaviš, da spremeniš opravilno številko in tako naprej. To načeloma bi se tudi dalo avtomatizirati. Kar se tiče pa same vsebine, pa mislim, da še nismo tam, ne, in tudi po moje še ne bomo, tako govorim, ne, da bi pa zdaj mi začel pisati, ne. Povzetki ja, pogovori z dokumenti ja, in pogovori z dokumenti se mi zdi koristno tudi to, ne, kar smo rekli, halucinacije pa to.
tudi ta, mislim, da že barter, kjer je omogoča oziroma v vsakem tistem odgovoru, ki ga dajemo zraven sklic, ki je on pač dobil. Ne. In to, če bi bil pogovor z dokumentom, ne, z sklicem na to, ki je ta dokument, mislim, da bi bilo to nekaj zelo koristnega za sodnika. Zdaj pa samo še na kratko, kar se tiče uvajanja v delovne procese. Pri vseh teh novih tehnologijah, tako kot je bil, to smo se pogovarjali, kolegica omenila, ko so računalniki prišli, ne, so v bistvu sodne zapisnikarce tiste takrat v tistem obdobju, ne, so pač imele tudi neko prihenzijo oziroma do računalnika. Ne. Ampak se je pač to uveljavilo in zdaj to standard in si sploh ne moreš predstavljati več dela brez računalnika, če smo iskreni. Ne. Tako da, ampak na začetku je nek tak odpor oziroma mogoče tudi sumničavost, pa mogoče to, ampak mi smo ugotovili tudi v tem, ne, mi smo postopoma to upeljevali. Začeli smo z enim modelom, prvi, vhodni, in začeli smo z, mislim, da je bilo število 5 sodnih zapisnikarc. Ne, smo jim dali in so potem one dale feedback na to in smo potem postopoma nadgrajevali funkcionalnosti tudi tega grafičnega umestnika in načina, kako pravzaprav poteka interakcija med uporabnikom z tem modelom. Se pravi, veliko časa smo pravzaprav, mogoče celo več kot za sam model je pač tista potem matematične operacije in zadja in potem nadgradnje in tako, ampak uporabljali z vzpostavitvijo grafičnega uporabniškega umestnika z vsemi funkcionalnostmi, na katere so pač sedanji uporabniki navajeni. In tukaj je večino časa vzeli. In potem, ko smo v bistvu te osnove naredili, ko se je model tudi z feedbackom glede popravkov izboljšal, smo postopoma začeli širiti krog uporabnikov. In na neki točki smo rekli, ok, od te točke dalje je pa za kazensko strojepisnico uporaba obvezna. Ne? In tudi tukaj smo imeli, seveda so bile določene sodne zapisnikarce, so bile bolj, vedite, treba, da imajo različne, recimo, zdaj ni več tistih slepo 10-prstno tipkanje, ni več nek standard, ampak določene sodne zapisnikarce še znajo slepo 10-prstno tipkati, ne, in te so izjema in redkost in zelo dragocene. In one so seveda tudi, glede na način dela, ki ga imajo, ocenile, da pač bi mogoče celo hitrejše napisale, če bi lahko delale tako, kot so do zdaj. Ne? In to so tiste. In potem se v bistvu pač testira. Mi smo naredili test potem, nekaj se to na neki točki, ne, ker so pač te, ko se je uvajali, in smo imeli 51-minutni posnetek, pisala sta ga 2 zapisnikarci, ena, ki je bila pač pri sodnici neposredno v razpravni dvorani, ko je pač to delala, in druga, ki je pač že kar dobro uporabljala oziroma vešča uporabe tipkota. Za 51 minut je ta s tipkotom uporabljala 2 uri pa 10 minut, ta druga je uporabljala 4 uri 26 minut. Ne. In tudi prek tega smo potem na nek način skušali pokazati, ne, da je neka dodana vrednost na tem, ampak uporabniki morajo to dodano vrednost potem tudi občutiti. Da to občutja morajo pa ta začetni strah in navado, ki jo imajo, mogoče malo preskočiti. In jaz mislim, da to je, kar se tiče uvajanja v delovne procese. Najlepša hvala. Preden preidemo mogoče še na regulacijo, gospod Rehar, kako pa pri vašem delu naslavljate te strahove? Slišali smo, da je veliko ljudi strah, da jim bo umetna inteligenca enostavno odvzela službo. Predstavljamo si, da določeni tipi novinarskih prispevkov so dejansko lahko zapisani s pomočjo umetne inteligence za bolj poglobljene tekste, recimo kot je pisanje sodb. Seveda to ni dovolj, ampak določeni enostavni načini dela so zlahka nadomeščeni. Kako ste to naslavljali pri svojem delu? To še naslavljamo. Za štart, novinarstvo oziroma mediji so eni od tistih panog, tako, po neki subjektivni oceni, poleg vizualcev, če tako rečemo, ki jih umetna inteligenca tako, v spodnjem segmentu kar resno spreminja posel, ker pač omogoča stvari, produkcija stvari do neke zadovoljive povprečne ravni pri teh bolj enostavnih produktih. In to je tudi v novinarstvu. Kot sem že prej omenil, najbolj osnovne novice, poročila, ne vem, o poslovnih rezultatih, ne, pač pride sezona,
ko so letna poročila objavljena, pa imaš potem celo serijo lahko teh novic o poslovnih rezultatih in to je nekaj, kar so v bolj razvitih državah že zdavnaj avtomatizirali. Ne. Lahko bi tudi pri nas to avtomatizirali, ampak potem se postavi tudi vprašanje, kdo lahko vse to absorbira. STA dnevno sproducira okrog 300 vsebin v tekstu, ne, pa še njih 50 v angleščini. Kdo lahko vse to prebere, čeprav imaš ciljne publike, ne, različne, ampak pod črto pri vsaki tehnologiji, tako kot je bilo tudi v preteklosti, tudi pri tej, ne moreš se izogniti, pač ne moreš reči, jaz se pa tega ne bom šel, ne? Ker pač bodo okolja, ki se bodo to šla in boš pač preprosto ostal v ozadju, tako da in na dolgi rok to ni dobro za tvoj obstoj, tako da načeloma se moraš sprijazniti s tem, da to obstaja in prej kot skočiš na ta vagon in prej kot se morda poglobiš v delovanje teh orodij, običajno boljše je zate. Mi smo to videli že pri prejšnji generaciji umetne inteligence, tako da pri tej novi generaciji nimamo te začetne dileme. Dilema pa je potem, kako to uvajati. Pri nas običajno uberemo tak zelo liberalen pristop, se pravi, imamo, kako bi rekel, namensko skupino, ki je osredotočena na zaznavanje teh novih tehnologij in njihova osnovna naloga je, da poskušajo ugotoviti, na kakšen način se lahko to koristno uporabi v našem okolju. To je prva in potem se oceni dostopnost te tehnologije in naslednja faza je potem testiranje in, kot tudi na primeru sodišča, potem neki pilotni, manjši projekti, prostovoljni. V osnovi zelo redko pridemo do faze, kjer bi rekli, zdaj pa moramo to vsi uporabljati. Tako kot nismo za internet nikoli nikomu rekli, da ga mora uporabljati, ampak morda je na začetku bil zadržek pri nekaterih, zdaj 20 let kasneje zadržkov več ni, gre samo za razlike v stopnji, s katero nek uporabnik to uporablja. Boljše kot znaš uporabljati, bolje ti je in tukaj je isto. Pri tej umetni inteligenci je enako. Tudi vidimo pri testiranju, to je zdaj recimo že 2 leti, ne, razne rešitve za transkripcijo, ki jih malo testiraš pa sprobaš, so logično zelo različni odzivi, ne, na to. Od teh, kako bi rekel, zelo skeptičnih, kakšen tudi strah se pojavi zagotovo, tak bolj eksistencialen v smislu, kaj to pomeni za prihodnost naše dejavnosti, do tistih, ki pač to osvojijo dokaj hitro, ki so pač bolj tehnično vešči oziroma imajo afiniteto do tehnologije in to osvojijo in koristno uporabijo. Zagotovo so scenariji, kjer tehnologija, lep je ta primer zapisnik s slepim tipkanjem, ne. Tudi v novinarstvu imaš pač izjemno izkušene novinarje, ki bo praktično pred koncem dogodka že 2 novici spisal, mislim, tako banaliziram, ne. Ni mu treba čakati na transkript, ne. In ta bo vedno imel več pomislekov glede koristnosti uporabe, ampak s časoma, ko bom rekel, se tudi njemu ali pa to vrstnim uporabnikom morda druge stvari odprejo. Ko pa bo iskal za nazaj, ne vem, 3 leta nazaj, po posnetkih, ne, ki jih imaš v bazi, se bo pa zavedel, ne, koristnosti transkripta, ki spremlja tisti posnetek, ne, ker bo pač bistveno lažje našel tisto, kar išče, pa se ne spomni, kje točno je to rekel. Tako da to je en tak tek na dolge proge, kar se tiče morda še tveganj iz tega. Na to je zagotovo vezano ta problem kognitivne lenobe, ne. Dam en čist lep primer, iz domačega okolja. Imam sina, ki hodi na računalniško srednjo šolo, pa smo za test naredili, pa narediti en program pač s ChatGPT-jem, ne. In dejansko si ga lahko naredil, pač, ne vem, ampak si potreboval kar pošteno količino znanja.
prvič, da si mu dal dovolj točna navodila, in še več znanja pa potrebuješ potem pri oceni, ali je tisto, kar je sproduciral, dejansko dela v redu. Tako da umetna inteligenca zagotovo je lahko problematična pri, ljudeh, ki se šele privajajo na svoj posel, ne. Če je ne uporabljajo, a pa če jih ne usmerimo uporabljati ta orodja na pravi način, ker sposobnost povzemanja, ne, to je eno polje, ki je bilo doslej popolnoma človeško polje, ne. Zdaj pa pač kar naenkrat tehnologija sem vskočila. V končni fazi tudi sposobnost odločanja, ne. Že zdaj imamo, v par evropskih projektih, prototipe, ki se razvijajo, ki bodo začeli prevzemati določene uredniška znanja, ne, oziroma ne prevzemati, ampak jih bodo zmožna opravljati. In tam se potem pač začne spraševati, če tako orodje daš nekomu, ki se šele recimo uči za biti urednik, ne, ali bo sam zmožen razviti uredniška znanja, uredniške kompetence do te ravni, če bo že od štarta uporabljal ta orodja. Tako da to je tveganje, tako da tukaj bo izobraževanje, pa tukaj govorim tako, od osnovnega izobraževanja pa do usposabljanja na delovnem mestu zelo pomembno. Tako da to je. Morda pa en tak čisto bolj za konec še neposredno tveganje, ki smo ga tudi v medijskem polju praktično na dnevni ravni deležni, ki izvira tudi s pojavom umetne inteligence, to so pač dezinformacije, ne. Zelo lep primer, ne, ki pokaže tudi na temno plat, ne, se pravi, običajno so, zlonamerni subjekti bolj fokusirani in tudi korak pred tabo pri znanju, kako zlorabiti neko tehnologijo. Recimo odgovor medijev na to je, ena oblika odgovora medijev na to je tako imenovani fact-checki, se pravi format, s katerim poskušaš na zelo nazoren način prikazati, da je neka informacija dezinformacija oziroma da je morda tudi nastala, da je v celoti potvorjena, čeprav teh primerov je manj, bolj gre za manipuliranje, ampak si vedno korak zadaj, ne, in boš vedno imel manjši učinek kot tisti, ki je privilegiral dezinformacijo. Ampak to je tak lep primer, ki spet dodatno poudarja potrebo po izobraževanju ne samo nas, ki to uporabljamo, ampak tudi tistih konzumentov, na drugi strani končnih uporabnikov, ne, da bodo znali tudi, ko to do njih pride neposredno, sami z večjo stopnjo oceniti, a nekaj je problematično ali ne. Najlepša hvala. Seveda izobraževanje je bistvenega pomena, ampak za zaključek mogoče gospod Strojin, vse, kar smo slišali, kriči po regulaciji, po pravilih na tem področju. Vi se s tem že dolgo ukvarjate. Komisija za učinkovitost sodstva pri Svetu Evropi je že leta 2018 izdelala nek pionirski dokument Ethical Charter za uporabo prava umetne inteligence, pa če lahko na kratko mogoče osvetlite, kje smo zdaj na tem področju in kaj vas še čaka. Spet se bom navezal na kolego Premelča, ki je prej omenil, da Evropa vodi pri regulaciji. To je en takšen stereotip, ki se rad pojavlja v teh krogih, ampak Evropa ima neke zgodovinske izkušnje, ki jo vodijo v to, da je določen del suverenosti posameznih držav predala mednarodnim združbam oziroma organizacijam, kot sta Evropska unija in Svet Evrope, z namenom, da se ne ponovijo grozote svetovne vojne. In te organizacije tudi vodijo razvoj standardov za človekove pravice in za trg torej Svet Evrope za človekove pravice, za trg in gospodarstvo na ravni Evropske unije. In mislim, da če pogledamo holistično, dosegajo določene rezultate. Imamo razmeroma stabilno in varno okolje,
manjše razlike v gospodarskem oziroma ekonomskem stanju posameznikov kot številni drugi deli sveta. Seveda pa to za sabo potegne tudi določene slabosti. Pač, če ne moreš iti v eno smer z ekscesi, tudi v drugo smer ne moreš iti. In Združene države imajo določeno prednost pri pridobivanju finančnih sredstev za razvoj podjetij, pa tudi za implementacijo. Istočasno je pa vprašanje, kam se koristi od tega pretakajo. Ravno včeraj sem se pogovarjal z nekaterimi, ki delajo na sistemu Co-Counsel, orodje za umetno inteligenco, ki naj bi pomagalo med drugim ne samo odvetniškim pisarnam, ampak tudi pravobranilcem, ki pomagajo ljudem, ki so na prestajanju zapornih kazni. In zanimiv podatek tam iz Združenih držav, da z uporabo tega orodja računajo, da se bo čakalna doba za sploh to, da se obravnava vloga zapornika, skrajšala z 4 let na 3 leta. In pol pogledajmo to v kontekstu, kje smo sami pri različnih čakalnih dobah pa pričakovanjih. To, kar slišimo glede koristi sistemov, je pogosto posledica marketinga. Tega se moramo zelo zavedati. Zdaj pa, slišali smo določena tveganja, teh tveganj se zavedajo povsod. Kako se jih lotevajo, je pa drugače. V Združenih državah ta tveganja na dolgi rok rešujejo z visokimi odškodninskimi tožbami in sprejemanjem tveganja se strani financerjev, ki so privatni sektor, ne država kot pri nas, ali pa Evropska unija, ker je spet država. In pač sprejemanje, da določeni projekti se bodo izkazali kot neuspešni, oziroma se bodo odškodnine visoke izplačale, ukolikor kaj ne gre v redu. In zdaj regulacije se Evropa loteva sicer na razmeroma centralizirani ravni. V Združenih državah se jo tudi lotevajo, ampak ne morejo je speljati na centralizirani ravni, zaradi tega, ker Bela hiša nima večine v kongresu. Na Kitajskem, ki je drugi ali pa celo prvi trg na tem področju, so zelo globoko v regulaciji in postavljanju pravil, kako naj bi se razvijalo in uporabljalo sisteme umetne inteligence. Zdaj, namen regulacije, ki se ga lotevamo v Evropi, je zagotoviti jasna pravila za razvoj in uporabo sistemov, po eni strani zato, da se določijo načela, kaj naj bi se pri obstoječem življenju, človekovih pravicah, demokraciji, vladavini prava ohranilo oziroma zagotovilo, da to, kar je prepovedano v analognem svetu, da je prepovedano tudi v digitalnem oziroma umetno-inteligenčnem, katero smer moramo iti z načeli, drugo je pa, kako gremo. Prvo vprašanje je Svet Evrope, drugo vprašanje je Evropska unija. In tu se sprejema zdaj že v zaključnih fazah regulacija sistemov umetne inteligence, ki med drugim predvideva ravno takšno vprašanje, ki so bila izpostavljena. Podatki in njihovo varstvo, tako iz vidika, na čem se sistemi učijo, torej da se uporablja podatke, ki so zakonito pridobljeni, in kako so ti podatki potem tudi interpretirani. Že zgolj v veliki jezikovni model, ki ga zdaj poskušajo izvzeti iz regulacije, pač za zagotavljanje moramo biti konkurenčni OpenAI-ju, moramo biti konkurenčni podobnim, ne smemo imeti regulacije velikih jezikovnih modelov, ampak v predpostavke, ki grejo v obdelavo podatkov, je lahko vgrajenih mnogo različnih napak, predsodkov, ki so vsebinske narave. Če se vrnem na ta primer, ki smo ga dali, pa ne govorimo o jezikovnih modelih, ampak podatkovnih sistemi, podatkovnih jezerih, na katerih naj bi recimo zgradili sistem za sodstvo zgolj in ga navezali na jezikovni model, ki bi to interpretiral. Ali pa če to primerjamo z bazami sodne prakse. Uporabnik mora vedeti, na katerih podatkih
sistem temelji. In če gledamo samo iz vidika sodne prakse, če uporabnik uporablja sodna praksa.si, bodo vse odločbe, ki so tam, dejansko od sodstva in ne bojo zmanipulirane. Te garancije nimamo pri zunanjih ponudnikih, če nimamo neke ustrezne regulative. Ne moramo vedeti, ali niso bile kakšne odločbe izvzete, ker bi bilo to v korist nekomu, ali pa če so bile celo kakšne dodane, ker bi bilo to spet v korist nekomu, da sistem potem neko pravilo zapelje na določen način. To je iz vidika en delček podatkov. Pol imamo vprašanja robustnosti in varnosti sistemov, tudi cyber security, kako zagotoviti trajnost, zanesljivost. En kup faktorjev je, ki so trenutno neurejeni, oziroma če so urejeni na način, ki ni izvedljiv. Trenutno to, kar minimalno manjka pri uporabi sistemov umetne inteligence, je informacija, ali določena institucija to sploh uporablja pri svojem delu, zato da bi uporabnik lahko potem preveril, a so njegovi podatki oziroma njegova zadeva bila ustrezno obravnavana. In namen regulacije je ravno to, postaviti neka osnovna pravila, ne zato, da se vzpostavi birokracija oziroma oteži delo tistim, ki imajo trenutno interes od tega, ampak ravno zato, da zagotovimo neko varno, predvidljivo okolje, ki bo omogočilo večji prevzem tehnologije, večje investicije, tako kot se je v preteklosti že zgodilo na drugih tehnoloških področjih, recimo v farmaciji, medicini, dolgo so se prodajala zdravila, kjer niso bile jasne sestavine, stranski učinki, kontraindikacije. Regulacija pa je pripeljala do tega, da se je vzpostavilo sisteme zagotavljanja kakovosti. In kot rečeno, trenutno smo v zaključnih fazah sprejema dveh ključnih instrumentov na tem področju in pri njih sodelujejo tudi države nečlanice. Torej, Svet Evrope sprejema konvencijo o umetni inteligenci, jaz imam to čast, da tu podpredsedujem odboru, ki je nadaljevanje odbora, ki sem mu predsedoval in ki je sploh vzpostavil te pogoje, da so se začeli z enakim jezikom med sabo pogovarjati raziskovalci, vlade, industrija, akademija in nevladni sektor. To, ki bomo predvidevamo pravila, ki veljajo za države, kako morajo one sprejeti zakonodajo za zagotovitev varstva človekovih pravic, vladavine prava in demokracije. In Evropska unija pa v bistvu sprejema bodočo implementacijo te konvencije na ravni 27 držav članic, ki jo povedala, kako to izvesti. In sodstvo tu pade v kategorijo visokega tveganja, kar pomeni, vsa orodja bodo morala biti z visoko stopnjo kakovosti zdizajnirana in uporabljena, transparentnost, dokumentacija, predpostavke, vse to je vključeno in bo veljalo ne le za sodstvo, ampak tudi za z njim povezane akterje. Najlepša hvala, spoštovani gostje, za to izredno zanimivo debato. Z veseljem bi jo nadaljevali, ampak smo časovno omejeni. Tehnologija je tu, kot ste rekli, naučiti se jo moramo uporabljati na pameten način. Jaz bi mogoče za čisto nekoliko bolj veder zaključek, pa res zelo na kratko vas vprašal, kako si predstavljate prihodnost človeštva, a ste Tim Musk ali Tim Zuckerberg, katero literarno delo bi mogoče priporočili kot dober primer tega, kam gremo, ampak res na kratko, prosim, pa mogoče kar po vrsti gosti. Ok, mogoče bi kot začel z literarnim delom oziroma se tukaj ostal. Jaz mislim, da se moramo zavedati, da na koncu smo odvisni od tega, da sploh ugotovimo, kaj je človeška inteligenca in naprej izhajamo iz tega in orodja gledamo kot takšno in zato bi mogoče Daniela Kahnemana in njegova dela predlagal, torej razmišljanje počasi in hitro ali pa hrup. Tam bomo šele ugotovili, kaj sploh lahko tudi pričakujemo od tehnologij in tudi, ki imamo lastne omejitve, ki nam mogoče preprečujejo, da bi jih videli takšne, kot so. Hvala, gospod Premelč.
Ja, tukaj v Centralni pravosodni knjižnici imate eno odlično knjigo od Richarda Suskinda, se imenuje Online Courts, in jo priporočam sem sodnikom v branje, da vidite, kje bomo mogoče čez 10 let, pa koliko boste vi še sedeli tam, kjer danes sedite. Drugače pa ena druga taka, ki mi tudi pride na misel, prej sem omenil Raya Kurzweila, Singularity is Near, to je že več kot 20 let stara knjiga, ampak govori o tem, kdaj, na kateri točki bo dejansko ta zmožnost umetne inteligence presegla vso človeško inteligenco. Da bi bil zaključek veder, če dovolite, vam citiral še en odgovor Barda, ki me je zelo fasciniral, pa ni pozitiven, bo pa mogoče bolj veder. Vprašal sem ga, ali lahko človeštvo izumre zaradi umetne inteligence. In odgovor se je glasil takole. To je vprašanje, na katerega ne moremo zagotovo odgovoriti. Obstaja možnost, da bi umetna inteligenca lahko povzročila izumrtje človeštva, vendar je to le ena od možnosti. Obstaja tudi možnost, da bo UI pozitivno vplivala na človeštvo in nam pomagala ustvariti boljšo prihodnost. Tako da jaz upam, da se bo uresničila ta druga možnost. Hvala, dr. Kršmac. Ja, jaz v bistvu na neki filozofski ravni vidim neko simbiozo. In mislim, da se to počasi dogaja. Za spodbuditev domišljije pa ne bom kakšne hude filozofske knjige, predlagam pa eno novo animirano serijo Reign of Scavengers, mislim, da se imenuje, v nekem takem fantazijskem svetu, kjer prihaja do različnih simbioz, teh novih oblik, s katerimi se soočamo in tako naprej. Skratka, neka nova kvaliteta, pa ne govorim zdaj o tistem maskovem sistemu, ki ti čip dajo v možgane in potem komuniciraš, ampak neka taka operativna simbioza, ki mislim, da se že dogaja. Na nekem srednji rok ne bi pa spomnil, ker se mi je pa tudi zdela taka zanimiva, ne vem, če se spomnite, tam konc 90-ih, začetek 2000 so bili oni Tamaguchi, ko si jih mogel futrati, pa ne spati, pa zalivati, pa malo. Jaz mislim, da smo zdaj na nekem srednjem roku, pač bomo neke podobne zadeve dobivali na svojih računalnikih, s tem, da bojo pa oni mogoče začeli nam kaj pomagati, ne? In nas z informacijami in olajševati življenje in tako naprej. Tako. Hvala, pa še gospod Rehar za zaključek. Jaz bom pa še malo en korak drugam naredil, še v svet filma. Ravno včeraj sem gledal film Kreator, to je čist letošnji film, katerega glavna tema je pač odnos med človeštvom in umetno inteligenco, tudi dezinformacijami, ki so posledica samega zapleta potem. Tako, če želite malo, tako bom rekel, zelo aktualen pogled v nekom pogled v razmerje, ta je sicer dokaj benevolenten do umetne inteligence v neki točki, potem se vam splača pogledati. Saj sam film ni zdaj nekaj ekstremen dosežek, ampak tema, s katero se ukvarja, je pa zanimiva prav z vidika te okrogle mize. Tako, prišli smo do konca. Hvala vsem za vašo pozornost. Tehnologija je tu, tehnologija bo tu ostala, tehnologija gre naprej, tako kot Slovenija gre naprej. Srečno vsem pri njeni uporabi in hvala še enkrat.